Beseda tega tedna pa je definitivno cepljenje. Tako za tiste, ki jim je zmanjkalo drv, kot tudi za vse slovenske učitelje, ki bi v tem tednu morali prejeti prvo dozo cepiva AstraZenece. A zalomilo se je tam, kot ponavadi, v Velenju. Zgodilo se je to, da je močne reakcije tokom včerajšnjega dne do te mere, da je kar 26 učiteljev dobilo te pocepljene reakcije, visoko temperaturo 39, močne glavobole, slabost. Neuradno naj bi do reakcije prišlo, ker je proizvajalec vedel, da dela dozo za Velenjčane in je naredil močnejšo. Ker to so žilavi ljudje. En štamperle za njih ni dost. Bo treba vsaj dva. Z učitelji, ki so se po cepljenju slabo počutili, je seveda sočustvoval tudi koordinator cepljenja Jelko Kacin. Včeraj se je zgodilo, da so v Velenju na veliko jamrali zaradi bolečin v ramenu. Gospod Kacin je k svojim sočutnim besedam želel dodati še bu-hu-hu. A se je raje zadržal. Je pa res, da če si učitelj v Velenju, boš izkoristil vsak izgovor, da ostaneš doma. Dajmo reči, da to niso edine igle, s katerim so tisti dan na šoli imeli opravka. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, pa je reakcija na cepljenje nekaj povsem običajnega, ker to pomeni, da je cepivo spodbudilo imunski sistem in se tvorijo protitelesa, ki bodo telo ščitila pred virusom. Torej, če te segreje po cepljenju, je kot če te segreje po alkoholu. To samo pomeni, da je tekočina, ki si jo da v vase, dobro prijela. A zaradi primerov iz Velenja in poročanja o morebitnih stranskih učinkih iz tujine so tudi učitelji iz drugih slovenskih krajev začeli odpovedovati udeležbo na cepljenju. Da bi jih prepričal, je gospod Kacin poskusil celo s podkupnino. Tisti, ki se cepi danes, bo lahko decembra letos nastopil kot Miklavž, kot Božiček in kot Dedek Mraz, brez da bi kogarkoli ogrožal. Gospod Kacin torej ni apeliral na vse učitelje, ampak predvsem na tiste, ki se na šolskih predstavah preoblečajo v dobre može. Ob tem pa je vsem dvomljivcem še enkrat več zagotovil, da je cepivo AstraZenece popolnoma varno in jih pozval k cepljenju. In njegov poziv je vzdržal cele 3 dni. Pa se je zgodilo pa tole. Kot minister za zdravje z namenom zagotavljanja maksimalne varnosti prebivalcem pri cepljenju odrejam začasno, ponavljam, začasno zaustavitev cepljenja z AstraZeneco. Zdravstveni minister je torej le 3 dni po Kacinovem spodbujanju iz varnostnih razlogov začasno, poudarjam, začasno prekinil cepljenje s cepivom AstraZenece. Zgleda, imamo končno ministra, ki ga res skrbi za zdravje svojih državljanov. Razen, če obstaja še kakšen drug razlog. Ne vem, naprimer, da bi se z AstraZeneco lih ta teden morala cepiti, ne vem, kakšna specifična skupina ljudi. Tako so zaenkrat odpovedana cepljenja šolnikov in drugih poklicev v kritični infrastrukturi. V četrtek bi se denimo morali cepiti poslanci in državni svetniki. Kdaj bodo rokave zavihale poslanke in poslanci, še ni znano. Je pa znano, da bodo cepljeni izključno s cepivom AstraZeneca. Jebela cesta! Tišment! Kakšno naključje. Čeprav, zakaj jih je sploh skrbelo? Saj bi prvi na vrsti za cepljenje bili državni svetniki. To je pa tako nepomemben organ, da brez problema zmoremo brez njega. Je pa res, da bi v tem primeru premier Janša najbrž predlagal, da se najprej cepi ustavne sodnike. Ker je Evropska agencija za zdravila na to podala pozitivno mnenje, se cepljenje z AstraZeneco nadaljuje po planu. Zato je tudi naš premier zavihal rokave in prekrižal prste. Upam, da ima Ema prav. Ideja, da se najprej cepi politični vrh in s tem spodbudi prebivalstvo, pa ni čisto originalna, saj smo jo prekopirali od Avstrijcev. Nachdem es viele Menschen gibt, die sich in Österreich Sorgen machen, werde ich mich auch mit AstraZeneca impfen lassen, auch um zu zeigen, dass ich Vertrauen in diesen Impfstoff habe. Medtem, ko smo mi čakali na mnenje strokovnjakom, so avstrijski znanstveniki poizkusili popolnoma nov način cepljenja in cepivo vbrizgali direktno v kurca. To je ta humor. Vem, da se iz njega večkrat norčujemo, ampak pri naši oddaji smo se zavezali, da bomo tolikrat naredili šalo na kurca, dokler ga čist ne scuzamo.
Kaj se pritožujete, se je zastonj, če vam ne paše, pa predstavite. In s to prefinjeno šalo končujemo poročanje o temi, ki jo imenujemo Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.